Takole, z menoj pa v studiu Jan Velevšič, kineziolog in trener, vodja in ustanovitelj športne klinike, v kateri se bova tudi pogovarjala, avtor programa Shujševalni mentor, no jaz bom počasi spet enega potreboval, in predsednik športnega društva Herkules. Jan, lepo pozdrav. Ja, živijo. Vidim, da ti si fit, zdrav, močan in zato verjetno tudi športna klinika. In kaj pravzaprav športna klinika je, kdaj je bila ustanovljena in s čim se ukvarjate? Ja, no, športna klinika je v bistvu neka ideja kineziološkega centra. Smo pri porodnišnici tam v Ljubljani. Začela se je zgodba tam nekih 8 let nazaj, kjer smo dejansko začeli kot to športno društvo Herkules. To sva s prijateljem Žiga Trškom začela. Pa iz tega v bistvu enega hobija, ki smo mi trenirali, se je razvila neka ideja že tekom študija, da bi mi v bistvu to neko kineziološko storitev, se pravi nadstandardno, kondicijsko pripravo, postrehabilitacijo in druge te programe, ki jih nudimo, nudili, tudi neki splošni populaciji. Spravi, do takrat smo, sploh v sodelovanju s tem inštitutom za šport, s fakulteto za šport, dr. Miličem, tisti kineziološki laboratorij bil načeloma na voljo, pripravi nekih športnikov in tako, in pa smo imeli idejo, da bi to približali splošni populaciji in da bi v bistvu to nadstandardno storitev nudili vsem. In pol iz tega smo počasi potem začenjali s temi individualnimi vadbami, pa potem tudi manjše skupinice in v bistvu s tem tudi danes to idejo nadaljujemo. Se pravi, da imamo res tak osebni individualen pristop in nudimo v bistvu nuditi malo več vsem skupaj. Zdaj to smo začeli nekih 8 let nazaj in od takrat smo v bistvu dosti zrasli, smo malo povečali ekipo od trenerjev, kineziologov. Zdaj v kratkem nam se pridruži še en fizioterapevt in pa tudi razširili smo se na zdajšnjih 400 kvadratnih metrov, tako da zdaj smo v bistvu eden največjih centrov kinezioloških v Sloveniji. Tako, in vse vaše storitve potekajo v vašem centru? Tako, ja, vse, večino storitev, no zdaj neke meritve se delajo tudi, tako kot sem rekel, na tej fakulteti za šport, v tem kineziološkem laboratoriju. Tukaj je ta dr. Rado Emilič, priznan fiziolog in kineziolog, ki nam zelo pomaga, no, predvsem skupaj. In tu si predstavljam, da zagovarjate določene pristope ob vadbah, kakšnega tipa vadbe naj bi imeli ljudje, glede si predstavljam, da bi jaz dobil drugačno vadbo, kot Maša, na primer. Absolutno, ja. No, se pravi, to je ta individualni pristop, ki ga mi zagovarjamo. Se pravi, da res poskušamo vsakega na začetku spoznati, individualno začnemo in potem, ko vidimo v bistvu, ko ga spoznamo, kakšne ima želje, cilje, potrebe, tudi vidimo neko telesne sposobnosti, pripravljenost in tako naprej, pol ga tudi znamo ali umestiti v neko smiselno skupinco, ali pa pač nadaljuje individualno. Zdaj nekateri, ki imajo tudi neke posebne zdravstvene zahteve oziroma pristope, poškodbe in tako naprej, pač njih ne moramo dati v skupinco, delajo individualno, ampak načeloma pač ideja je, da se res vsakmu individualno pač pristopimo k njemu, in tudi ne glede na to, ali je vključen v to manjšo skupinico ali individualno, definitivno ima on program zase in po njegovih potrebah. Tako, skupinice, pol tisti, ki imajo približno podobne. Približno, pa tudi to samo za določene programe, ki jih nudimo. Zdaj v sklopu neke postrehabilitacije pač ne more biti skupinske vadbe, ker tukaj so še zmeri pristopi individualni in morajo tako biti. Vsak zmore nekaj več, vsak pa nekaj manj. In naprimer, mene bi potem fizično pregledalo, kako diham, kako se lahko sklonim, kaj je narobe z mojimi sklepi. Verjetno bi pa predpisali tudi kakšno posebno dieto, si predstavljam, način prehranjevanja. Ja. Zdaj tako je, mislim, pristopov je več, tukaj je spet to zadeva. Mi se na začetku usedemo, imamo nek uvodni sestanek z vsakim, potem pa vidimo, kakšne ima želje, kakšna je trenutna prehrana. Prosimo tudi, da mogoče kakšen teden vodi evidenco, nam poroča o tem, da mi dobimo neko predstavo o trenutnem stanju in na njegovi aktivnosti in samih prehranskih navadah. In potem v skladu s tem nekaj se zmenimo. Zdaj, vsak ni pripravljen za vse diete, vsak ni pripravljen za vse pristope in mi poskušamo v bistvu, brez nekih agresivnih diet, ampak z neko splošno optimizacijo prehrane. Pač se pravi, vidimo v bistvu, kaj nekomu ustreza,
in se pol tega lotimo. Najbolj se v bistvu izkazalo za učinkovito, če posameznik res mogoče kar s telefonom slika, kaj poje, in nam potem tekom dneva oziroma na koncu dneva pošlje te slikce, to vzame malo časa, mi pa dejansko pol lahko vidimo točno, kakšen način priprave, kakšne so količine in vse, in pol v bistvu vsakega posameznika izobražujemo o tem, kako je smiselno, kako to optimizirati, kaj je v redu, kaj ni, zakaj ni v redu in tako naprej. Ne. Zdaj drugi spet pa želijo malo bolj, bom rekel, specifično, pa malo bolj točno določeno dieto, pa tudi pripravimo kaj bolj natančnega v kalorijah, gramih in tako naprej. Ampak pač se pravim, to ni praktično. Ne. Jaz sem imel te diete, ko je bilo treba vse tehtati, vse po kalorijah in je tako, ker jemljeti skoraj neko motivacijo. Ja. Preveč je naporno. Preveč je naporno. Tako da ni v praksi se ne obnese. No. Nekaterim in je izvedljivo, ampak načeloma je boljš tako, da komentiramo, optimiziramo in na ta način pač poskušamo spreminjati zadeve. Kakšna pa je vizija, ne? Ali tudi je bila, ko ste začeli ustanavljati športno kliniko, ne? In kakšne cilje si zadali? Jaz si predstavljam, da se kar na dobri poti do vaših ciljev. V 8 letih ste se lepo razširili, si povedal, kmalu bo 10. obletnica. Tako. Ja, pač že na začetku je bila ideja in smo kar široko zastavili vse skupaj in smo začeli takoj nuditi v bistvu program kondicijske priprave, se pravi za športnike in vrhunske in mlajše selekcije. Potem smo nudili postrehabilitacijo in shujševalni program. In v bistvu na začetku, ko sva bila samo dva oziroma sem bil skoraj sam v tem, je bilo to malo težko, ker je težko vse programe kvalitetno voditi in se izobraževati tudi na tolikih področjih. Pa zdaj, ko nas je malo več, lahko dejansko nudimo, ker vsak je na nekem področju strokovnjak in lahko nudimo, bom rekel, veliko bolj kvalitetne programe, kot smo jih. In tudi zdaj, se pravi, kot sem rekel, smo se razširili oziroma se širimo na teh 400 kvadratnih metrov in bomo lahko res nudili v 4 različnih prostorih oziroma telovadnicah različne tipe programov in vadb. Sodelovali bomo z enim fizioterapeutom in bomo lahko nudili tudi samo rehabilitacijo po poškodbah, ki je do zdaj nismo. Tako da v bistvu neke dolgoročne vizije nimamo, ampak trenutno nam poskušamo v bistvu pokriti celostni pristop za vsakega, ki želi nekaj narediti, ali je to v fazi postrehabilitacije, ali je to, bom rekel, preprosto želi zaživeti neko zdravo življenje. Mi želimo v bistvu celostno storitev nuditi temu posamezniku, da ne rabijo iskati trenerja, pa nutricista, pa tam delati hormonske slike, pa elektroimpedence, telesne sestave. Mi želimo to vse nuditi. Vse na enem mestu. Tako. Potem smo tudi mi kot klienti veliko bolj sproščeni, ker če bi rekel, no, zdaj lepej pa še tja se parjav, pa tja, pa tudi pač težko je to najdeti. Se mi zdi, da ta celosten pristop, kjer res najde vse na enem mestu, ne rabijo iskati, pa se prepričovati, a je ta zdaj v redu, ali to ni v redu, a je to kompatibilno eno z drugim, te načini dela, ampak mi res pač poskušamo to vse nuditi sami. Tako, vse pod eno streho za dobro zdravje. Kdo pa so v bistvu vaši klienti? Jaz si predstavljam te bolj za postrehabilitacijo, da so to športniki, pa tako, kaj pa za zdrav življenjski pristop, diete, hujšanje, malo starejšim? Je pa tako, v bistvu glih to je zdaj ta zadeva, da kljub temu, da mi nudimo, bom rekel, in kondicijsko pripravo in postrehabilitacijo, dejansko naše stranke so večinoma tiste, ki se odločajo za zdrav način življenja, shujševalni program in pa program zdravje, se pravi te dva programa. V bistvu tako, da teh je več. In tudi v bistvu starostno imamo tam po 30. letu so stari, večina jih je od 50 do 60, pa večino je zanimivo, da je žensk. Tako da teh postrehabilitacij imamo kar nekaj, ampak večino pol tudi, ki pride iz te faze postrehabilitacije, nadaljujejo z drugimi programi, se pravi, te, ki sem rekel. Tako da večino imamo, se pravi, to splošno zdravo življenje, program zdravja in pa shujševalni program. Imenitno. Ja, sej gospe dajo morda malce več na to, kako izgledajo, kot gospodje že v takih bolj zrelih letih. Čeprav morajo tudi kakšni gospodi, ne može sabo pripeljajo. No, tako je. Tako da spodbujamo širil bazo klientov. Ne pa tudi kakšnega sina ali hčerko. Zakaj pa ne? V športni kliniki bova še nadaljevala pogovor in tudi, kaj vse svetuješ za zdrav pristop k življenju, a na hitro bomo skočili v oglase. Malce se moramo pa tudi vdahniti. Počitek je tudi del
športa. Absolutno. Stanite z nami, po oglasih nadaljujemo. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Z Janom Valevšičem govoriva o športni kliniki, ki že kar 8 let skrbi za to, da ljudje živimo bolj zdravo, predvsem ima pa personaliziran pristop, se pravi za vsakega tisto, kar potrebuje. In veliko smo že govorila o tem, kako delujete, ne? Zdaj pa morda bi pa potrebovali še nekaj nasvetov, ne? Na splošno, naprimer, gibati se moramo. Ne? In kako naj ljudje izberejo ta pravo vrsto treninga za njih? Ker vsak način gibanja je malce drugačen. Eni imajo radi rajše tek, drugi rajši dvigujejo uteži. In kako vemo, kaj je pravilno za nas? Ja, zdaj tako. Prva zadeva, ki je treba pogledati, je, kakšne so želje in kakšne so interesi. Zdaj, če je to samo biti aktiven, živeti nek zdrav življenjski slog, pa je druga zadeva, če imamo kakšne omejitve, ali je zdaj to lahko prekomerna telesna teža, ali imamo kakšne, poškodbe, ki nas matrajo, kakšne kronične bolečine, kakšne druge zdravstvene zadeve in pol v bistvu, kolikor je to pri vas, potem je treba pogledati, v bistvu se dogovoriti, z nekim strokovnjakom, ali je to neki trener, kineziolog, lahko tudi svojim zdravnikom, da vas usmeri v neko pravilen pristop, ker pač vsaka aktivnost za vse ni primerna. Zdaj, če nobenih teh specifičnih, omejitev ni, potem je smiselno vse, Smiselno vse. Zdaj spodbuja se hoja, spodbuja se nordijska hoja, da so vključene še roke, plavanje, kolesarjenje, pač splošni športi, tako kot sem rekel. Če ni omejitev, kolikor omejitve so, pač spet kaj drugega. Pa tudi odvisno od starosti. Zdaj, kakšni, mlajši se lahko lotijo raznih vadb, od funkcionalnih, potem tudi na YouTubeu je tega veliko in tako naprej. Potem spet starejši je pa treba že malo bolj, specifično vadbo, mogoče kontrolirano, da se izognemo poškodbam, da ne delamo kakšne neumnosti. Tako da razni mogoče pilatesi, joge, pa tudi je smiselno kakšne bolj intenzivne vadbe za starejše, sploh zaradi en pojav, ki se imenuje sarkopenija, to je izgubljanje puste telesne teže, se pravi mišične mase z leti, ja. To se relativno dosti hitro začne, že pri 30. oziroma mislim, da še prej in potem, vse do konca nam pač mišična masa upada, proti koncu še bolj intenzivno in s tem pada tudi kvaliteta našega življenja in so zelo velike povezave, med, se pravi, kvaliteto življenja, raznimi bolezni in tako naprej in pa pač količino puste telesne teže. In v tem primeru zato je smiselna tudi za starejše intenzivnejša vadba, da se posegajo tudi, po vajah z lastno težo, po vajah z utežmi, z bremeni, ampak to pa seveda mora biti pod kontrolo. To pa mora voditi nekdo, ki je za to usposobljen in je smiselno. Tako da pristopov je več, tako kot sem rekel, lahko se obrnete na enega, ki je strokovnjak za to, lahko pa poskušate sami, odvisno od starosti, določene intenzitete vadb. Je pa vedno priporočljiva hoja, kolo, sploh, nordijska hoja je zelo popularna tudi zdaj. Tako ne, pejmo v hrib, na Rožnik Magana. Ja, vse pri Slovencih je to dosti popularno, tako da bo kar ozaveščeni dosti. Tam jaz tudi že videl vedno več z nordijsko hojo, da še roke zraven delajo. Ker roke delajo, pa tudi za noge ni čisto naporno. Ja, ni pač drugače. Več mišičnih skupin in tudi zdravniki to največkrat priporočajo nordijsko hojo. Tudi zelo varna oblika vadbe. Je pa tudi smiselno, da se pravilno hodi, da se samo ne maha s tistimi palcami, ampak da se to aktivno hodi, ne da so palce samo za okras zraven. Če jih za sabo vlečeš, so bolj breme si predstavljaš. Mogoče, ja. Kako je pa zdaj s telesno težo, z maščobo? Ali lahko maščobo zgubljamo samo na enem delu telesa? Ne vem, včasih se nam okrog trebuščka malo več nabere. Zdaj, če bom delal trebušnjake, se bom tega dobro lotil. Se mi zdi, da bi mogoče to s hrano kombinirati. Ja, tako je. To je napačno prepričanje. Veliko ljudi misli, da se lahko, z recimo, nekimi določenimi vajami izgublja maščobo iz določenega dela telesa. Pa to ni tako. Zdaj, pogoj za izgubljanje maščobe oziroma na splošno telesne teže je kalorični deficit, kar pomeni primanjkljaj energijski. Se pravi, to lahko dosežemo na dva načina. Eno je, da jemo manj, kot dnevno porabimo, oziroma druga je, da povečamo telesne aktivnosti
ampak še vedno pol ne smemo več jesti. Se pravi, od aktivnosti oziroma prehranjanja, kjer je treba ustvariti ta primanjkljaj. To je prvi pogoj. Zdaj pa tako, ne glede na vajo, ki jo izvajamo, se maščoba porablja iz celega telesa enakomerno. Oziroma lahko v določenem času, oziroma pri posameznikih iz nekje bolj, iz druge manj, ampak mi nimamo nadzora in nimamo kontrole nad tem, kje, a ne točno. Se pravi, če delamo trebušnjake, ne bomo izgubljali maščobo iz predela trebuha, bolj učinkovito bomo izgubljali, bom rekel, pri recimo kolesarjenju, pri teku, pri plavanju. Zakaj? Zato, ker gre za neko to ciklično vadbo, oziroma za vadbo, kjer sodeluje več mišičnih skupin, nam predstavlja, bom rekel, večjo intenziteto, večji napor in posledično uporabljamo več kalorij. Se pravi, interes je iskati vaje, kjer se porablja več kalorij in to so ponovadi kompleksne vaje. Dejansko s počepom ali pa z izpadnim korakom ali pa tudi s kleci izgubljamo bolj učinkovito maščobo iz trebuha kot s trebušnjaki. Zakaj? Zato, ker uporabljamo več mišičnih skupin, posledično uporabljamo več kalorij in kurimo izposod v bistvu bolj učinkovito. So pa trebušnjaki dobri, če hočemo imeti zdaj, v poletje, te kvadratke pa to. Jaz sem veliko njih že slišal, nikoli jih nisem na sebi. Vsi jih imamo, to definitivno, ampak noter nekje skrite. Ampak tako, trebušnjaki oziroma ta six-pack, ki rečejo, se dela ponovadi bolj v kuhinji. Se pravi, treba je trenirati splošno, vse vaje in pa paziti predvsem pri prehrani. Trebušnjaki na splošno, sploh te klasični, pa niso primerni za vse. Tudi mi opažamo, recimo, da vsak... Hrbtenico lahko. Zaradi hrbtenice. Tako se čisto dogor dvignemo. Se pravi, lahko je primeren, lahko pa ni. To je zdaj ta zadeva. Zdaj tudi sami to težko ugotoviti, ampak jaz bom tako rekel, vsak tretji, ki k nam pride, ni primerno takoj na začetku, da začne s takimi trebušnjaki. Jaz za trebušnje tudi to delam. To, veš, tako, da noge... noge. Tudi. Recimo. Je to tudi v redu? Pa lahko za nekoga, za drugega spet ne. Tako, kot pravim. To je recimo je lahko še bolj intenzivno, pa še več škode se naredi kot kaj drugega. Če je nepravilno. Jaz veliko, recimo tudi tako, ko greš na sprehod, pa vidiš na kakšnih teh trim postajah ali pa tako, ogromno ljudi dela izključno trebušnjake in to napačno in si dejansko dela več škode kot koristi. Tako da trebušnjake ni treba toliko trebušnih mišic trenirati, je treba bolj kompleksne vaje zbirati, več sklepne, tako kot sem rekel, kakšne sklece, če ne grejo sklece na tleh, na višji podlagi, na povzdignjeni podlagi, tudi kakšne potege z rokami, s kakšnimi elastikami, počepe, stopati na kakšne klopi. To so bolj učinkovite vaje, bolj smiselne za splošno populacijo kot neki izolirani trebušnjaki, ker ne bomo nič z njimi dosegli. Jaz vem, kaj vsi najbolj sovražijo. Včasih smo rekli temu vojaška vaja, zdaj temu rečemo burpee. Recimo, vsi tako, tudi ki najbolj trenirajo, so tako, sem naredil to, pa še 30 burpeejev, koliko jih sovražim. No, to je tudi ena. Ampak to je smiselna vaja, za nekatere spet. Več sklepna, več mišičnih skupin se porablja, več kalorij se porabi na minuto in je pač bolj smiselno kot trebušnjaki. Vsekakor pa, če hočemo hujšati, recimo, da pojemo na dan 2000 kalorij, naprimer za enega odraslega moškega, je tam nekaj, če se recimo, dobro. Jaz sem imel že velike uspehe, če sem pazil, da sem pojedel na mesec 1800 ali pa 1700. Pa se tudi, mislim, tako je, niti ni treba tudi kalorij spremljati, pa jih seštevati, kot optimizirati zadevo. Zdaj, če jemo bel kruh, mogoče raje polnozrnatega, količinsko zmanjšati prilogo, paziti, koliko ima, recimo, vsebnosti maščob kakšno živilo, da jemo manj predelanih zadev in tako naprej. Pač različni so pristopi, ampak na koncu že če male spremembe damo, ki se jih na dolgi rok, to je pomembno, da ni to kampanjsko, kratkoročno nekaj na hitro narediti, ker ne bomo dosegli, ampak raje se odločiti za neke manjše intervencije, neke manjše spremembe, ki jih smo zmožni držati skozi dlje časa. To bo največ rezultatov prineslo na dolgi rok. Sigurno. Še mora čisto za na konec, Jan, kolikokrat na teden je pa pametno trenirati? Jaz sem slišal, da vsaj en dan moraš imeti za počitek vmes. Ja, pač odvisno od intenzitete in napora med samo vadbo. Zdaj priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, mislim, da so celo 300 minut na teden, kar je ogromno, pol zdaj bolj intenzivne je malo manj, ampak mi tako, mi prakticiramo 2-krat tedensko neko intenzivnejšo
vadbo in pa potem priporočamo, bom rekel, čim več hoje vsakodnevno, vsaj 30 minut, oziroma gledamo tudi število korakov, ki jih kdo naredi. Tudi to je smiselno, da jih naredimo vsaj 10.000. Pod 5.000 gre za zelo sedeč način življenja, recimo, in to vsak pri sebi ima, recimo, tudi na telefonu ta števc, če vidi, da je pod 5.000, pol je treba malo se brcant uriti. Nad 10.000 smo pa na dobri poti in živimo neko aktivno življenje. No, zdaj sem videl, da je veliko ljudi v času korone si priskrbelo psa. Aha. Da ima zdaj morda malo bolj aktivni življenjski slog, ker tudi če smo mi leni, kuža nikoli ni len, pa ga moramo ven peljati. Jan, če koga kaj zanima, lahko piše na vaši spletni strani, se informira www.sportnaklinika.si. Tako je, ja. info@sportnaklinika.si. In pa vse te zanimivosti in zanimive teme lahko najdete tudi na našem blogu na spletni strani, kjer poskušamo v bistvu ozavestiti vse skupaj in izobraziti ljudi malo v tej smeri. Tako, boš pa naš gost tudi že ta petek. Je res, kjer boš predstavil tvojo prihajajočo knjigo? Ali? Je že zunaj, Shujševalni mentor. Tako, ja. To je v bistvu en program, ni izključno knjiga, ampak bo o tem mogoče v petek, kaj več. Ne? Tako je, Jan, v petek bova še imela čas. Najlepša hvala, da si prišel in predstavil športno kliniko. Morda še koga navdušil, da že danes začne malo bolj aktivno živeti. No, jaz sem pa ravno prej šel po mafin z Mašo. Maša, to so bili zdaj zadnji, od zdaj naprej samo še polnozrnati mafini, poletje je vse bliže, da bova fit. Jan Velevšič iz športne klinike, najlepša hvala za tvoj obisk. Mi na hitro o oglasih, po oglasih pa nadaljujemo z našim programom, tako da ostanite z nami, se gledamo.